Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Saharova za svobodo misli, najpomembnejše priznanje Evropske unije za prizadevanja na področju človekovih pravic. Ti ljudje delajo za sočloveka, za tiste, ki so najbolj odmaknjeni, najbolj zapostavljeni, najbolj brez glasu. In pravzaprav je na koncu to najbolj pomembno. Do danes je bila nagrada Saharova za svobodo misli podeljena novinarjem, političnim voditeljem, oporečnikom, odvetnikom, aktivistom civilne družbe, materem in ženam, pisateljem, mirovnim aktivistom, avtorju stripa, borcu proti mučenju in drugim. Eden izmed prvih prejemnikov je bil leta 1998 Nelson Mandela. Nagrado smo v Sloveniji obeležili tudi z odrsko predstavo o življenjskih zgodbah nagrajencev, nastalo v produkciji Radia Študent. Edino politično dejanje je upor. Sama pa verjamem, da je pravica do izobrazbe temeljna pravica, tako dečkov kot deklic. Moja dežela, moji ljudje mi pomenijo vse. Za leto 2014 je nagrado dobil Denis Mukwege, kongovski zdravnik, ki je svoje življenje posvetil žrtvam posilstev in spolnega nasilja v Kongu. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Nagrada Saharova je poklon posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki izjemno prispevajo k svobodi misli. Evropska unija na ta način podpira njihov pogumen boj za ideje, v katere verjamejo. Zdi se mi pomembno izpostavljati posameznike, ki dejansko spreminjajo v svojem okolju vsak dan neke zadeve, ki jih motijo, ki so nepravilne, ki opozarjajo na neki, tvegajo svoj, tudi če ne življenje, pa vsaj ugled. Moja splošna ocena je to, da res danes človekove pravice, kar se stanje v svetu, je pa res grozljivo. Z eno besedo grozljivo. Določene pravice jemljemo za samoumevne in če o njih ne razmišljamo, ne govorimo, ne opozarjamo na kršitve, ne opozarjamo na to, kakšne so posledice, če nimamo pravic, preprosto sploh izgubimo idejo o tem, da so kdaj bile. Zdaj ne moram več reči, da ne vemo, kaj se dogaja v Siriji, ne vemo, kaj se dogaja v Maliju, ne vemo, kaj se dogaja v Somaliju. Zdaj vemo, točno vemo, kaj se dogaja, na to pa zdaj je treba iti bolj v konkretne akcije, tako da zato je pomembno govoriti o tem, zato je pomembno, da ljudje vejo o tem, kaj se dogaja povsod po svetu, zato je pomembno, da medije in pa tudi vsak človek govori o tem, tudi se malo razmišlja o tem. In tudi ne ukrepa. Zdaj pa je čas za ukrepanje.